Kje si? Tega. Pridi. Ja. Konj je vedno tako treba pristopati, zato da vidi, da nič nimaš v roki. Ja. Ideja projekta je nastala v času, ko se je čas ustavil, to je med časom korone, ko je hči poslušala predavanja iz veterine in sicer iz zgodovine veterinarske medicine. In potem sem rekla, pa se že pravzaprav od pameti veka sobivamo žival in človek, vse stare literature, Eda, Biblija, stara grška mitologija, vse vključujejo človeka in žival, seveda s tem, da je človek vedno taki živali vlada. In ta antropomorfni pogled na svet se je, zgleda, predolgo zadržal. Jaz pa mislim, da nismo sami na svetu, da je planet od nas vseh in da lahko marsikaj naredimo, da to sobivanje, ki traja torej že od nekdaj, izboljšamo. V noči raziskovalcev bomo raziskovali to sobivanje, in sicer človeka in žival, in kako se je človek v tem času spremenila pa se je tudi žival. In če je za človeka žival sprva bila grožnja, nevarnost, je posneje postala nekaj koristnega in žival je postala iz divje živali privržena, taka, ki je od človeka odvisna. No in vse to bomo seveda raziskovali v različnih kontekstih, predvsem pa v povezavi s humanistiko, ker le gre za projekt Evropske noči raziskovalcev Humanistika, to si ti. Tako da so vključene skoraj vse članice Ljubljanske univerze, akademije, inštituti, pridružujejo se tudi druge nevladne organizacije in projekt se mi zdi, da kar raste in raste. To gre za evropski projekt? To je evropski projekt, ja, in Univerza v Ljubljani in nosilka tega projekta, Filozofska fakulteta, je pravzaprav edina, ki je v Evropi dobila projekt, ki ima humanistično vsebino. Vsi ostali projekti, ki so bili izbrani, so naravoslovno naravnani, naš pa je edini, ki izhaja iz humanistike. Koliko časa bo trajal ta projekt? Projekt bo trajal do septembra 2023, takrat bo zadnji petek v septembru, se ponovadi potem pokažejo vrhunci vseh raziskav. Takrat je velik dogodek v Ljubljani na trgu pred Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, pa tudi drugod po Sloveniji so takrat dogodki, ki so potem nekako, veliki finale je takrat se dogaja. No, zdaj konec še ponoviva, kaj je bistvo tega projekta? Bistvo projekta pa je, da prikažemo delo raziskovalcev širši javnosti, da niso raziskovalci ljudje, ki so samo v laboratorijih, ki so za nekimi računalniki v knjigah in sami zase, temveč da to znanost pokažejo ljudem na razumljiv način. Seveda gre za seveda visoko, vrhunsko znanost, vendar tako, da jo razumejo tudi širša javnost. Zdaj imam pa obisk tukaj, hello, dober dan. In nam se je zdelo, da je Lipica pač najlepši kraj, kjer je tale hlev, v katerem se nahajajo velbanca, kjer je človek živali naredil zatočišče, ji je dal dom, žival pa seveda koristi človeku. In ta vzajemnost, to sobivanje se mi zdi, da se prav v Lipici najlepše pokaže. Hvala lepa za ta pogovor. Z veseljem. Prosim, še predstavite. Jaz sem pa doktorica Mateja Gaber in predavam nemščino na Filozofski fakulteti, sicer na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter na oddelku za umetnostno zgodovino, ampak od nekdaj sem ljubiteljica živali in ta projekt se je pravzaprav skrival v meni in ta ideja je zdaj končno se bo lahko udejanjila.